V Gorici je potekal primorski derbi, domača ekipa je pričakala Koprčane, obe ekipi v slabi formi. Koprčani v seriji 5 tekem brez zmage v prvenstvu in še poraz v pokalu proti Domžalam in izpad, medtem ko je Gorica v seriji 2 zaporednih porazov brez doseženega zadetka. Prva akcija za Goričane v 11. minuti. Eleke je našel Džuzdanovića, ki je streljal nekoliko mimo gola. Nato pa 19. minuta in prva kombinacija Koprčanov. Podal je Dedić, Memola pa je zatresel mrežo Goričanov za prednost gostov 0:1. Lepo se je znašel Memola v letošnji sezoni v koprskem dresu in je v zadnjih tekmah eden izmed njihovih boljših nogometašev. Memola se je odlično znašel v kazenskem prostoru Gorice, najprej takole preigraval Dedić, najbrž želel podati Rahmanović. Kmalu pa že gol za Goričane po globinski podaji Džuzdanovića je Eleke pretental Šmeja in premagal še vratarja Kopra za izenačenje na 1:1. Še en gol Elekeja, ki je po manjši pauzi vendarle spet prišel nekoliko boljšo strelsko formo. Goričani so bili nevarni še po podaji Skota, tokrat je z glavo zgrešil Eleke. In še zadnja akcija prvega polčasa, tokrat je bil Eleke v vlogi podajalca, Cvijanović pa je zapravil lepo priložnost Kahlina, je njegov strel odbil. Drugi polčas in prva akcija Goričanov, to je bil gol za Goričane, zadel je Kavčič, ampak zadetek je bil razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. Očitno gol ne velja. Mislim, da so sedaj sodniki gol razveljavili. No, to pa bo zelo zanimivo videti. Moram priznati, da sploh nisem Pavić, ki je odbil žogo. V 10. minuti nadaljevanja priložnost za Elekeja, še ena obramba Kahline, ki je imel dober vratarski dan. Po dobri uri igre še napad za Goričane. Kombinacija Džuzdanović, Eleke in Burgić na koncu z glavo nekoliko previsoko. To je bila lepa akcija, ampak uspeha tokrat ni bilo, Goričani pa so še naprej napadali. Džuzdanović je dosegel zadetek, ampak glavni sodnik ga je razveljavil zaradi nedovoljenega položaja in protesti Goričanov tokrat niso zalegli, gol je bil razveljavljen. Do konca dvoboja še po podaji Široka strel Burgića, ki je zapravil res izjemno priložnost in Goričani nikakor niso mogli doseči zadetka za prednost v tem drugem polčasu. V 85. minuti še enkrat z glavo Burgić, tokrat je meril točno v naročje koprskega vratarja. V zadnji minuti rednega dela nova kombinacija sinje modrih, predložek Elekeja, strel Nunića, Kahlina pa se je izkazal z novo obrambo in v tem drugem polčasu zaklenil svoja vrata. Še sodniški podaljšek, poskušal je Dedić, obramba Sorčana, Štromajer pa je žogo pospravil mrežo za prednost nogometašev Kopra, kdor ne da dobi, in Koprčani so povedli v sodniškem podaljšku tekme in dosegli nove 3 točke, pomembno zmago, prva zmaga za trenerja Matića na koprski klopi, tokrat proti direktnemu tekmecu, proti lokalnemu tekmecu Goričanom na gostovanju z 1:2. Kaj ne rečem, odigrali smo odlično tekmo, bili dosti boljši. Moramo biti malo bolj pazljivi na koncu, pač bi tudi točka bi bila v redu, če že smo zapravili toliko priložnosti. Vendar kot sama igra, mislim, da je bila na zelo dobrem nivoju z naše strani. Vendar pač malo smo zatajili v teh zaključnih akcijah, ker bi mogli biti bolj konkretni. Mislim, da smo dali tudi gol regularen, vendar očitno proti temu ne moremo nič. Gremo naprej, dobra predstava, vendar izgubili smo tekmo. Mislim, da Koper ima nezasluženo zmago, kar se tiče po igri, vendar tak je nogomet, včasih je krut.
In nič, kaj ne rečem, fanta ni nič za zameriti. Rekli smo pred tekmo, da vemo, da bo to izjemno dobra tekma, da je Gorica izjemno čvrsta ekipa. Vedeli smo, da ne bo lahko, da bo izjemno težko, ampak osvojili smo 3 točke, 3 zelo pomembne točke. Zdaj sledi pauza, imamo nekaj časa, da se pripravimo, se osvežimo in seveda čaka nas še 5 tekem v tem delu prvenstva. Verjamem pa, da bo tale zmaga prinesla nekaj spodbude, da bomo dobili krila, to je gotovo. Rad pa bi čestital Gorici za dobro in pošteno predstavo in pa mojim fantom za zasluženo zmago.